Kalčki, ste jih kdaj že pripravljali? No, če jih niste, vas bomo danes zagotovo navdušili nad tem, kajti ko človek prebere, kako zelo zdravi, kako zelo blagodejni za telo so pravzaprav kalčki in hkrati, kako zelo preprosto je, da si jih tudi pripravimo, ja, nimaš kaj, enostavno začneš. Vsekakor je pomembno, da izberemo torej ekološke. Ko se bomo pa odločili in izbirali za našo prvo izkušnjo kaljenja, pa je dobro, da izberemo sledeče. In sicer zelo preprost je fižol mungo, to so majčkeno večja semena, kot jih lahko vidimo tukaj, takšne zelene barve in te se bodo tudi namakali dlje časa, kajti večje kot so, dlje časa rabijo za sam začetek, da se torej namočijo. Potem je dobro, da izberemo tudi lucerna. Lucerna alfa kalčki so polni vsega dobrega in zares izjemno hranljivi na celični ravni in ko jih bomo skalili, bo to izgledalo takole. In to potem lahko uporabimo pravzaprav povsod. Na solati, na sendvičih, po različnih, recimo buda skledah, po zelenjavi, skratka hkrati deluje tudi kot zelo lepa dekoracija. Lahko pa, zdaj za začetnike, vzamemo tudi redkvico. Tole je seveda ekološka redkvica kot vse ostale in sicer specifika le-te je, da je majčkeno bolj pekoča. Torej, tole je majčkeno bolj pekoča zadeva, ampak zelo lepo se to sklada z vsemi temi okusi, ki jih potem pričarate, sploh ne, mogoče tudi date zraven kakšnih zrezkov, zraven zelenjavnih ali pa mogoče zraven tofuja, kakorkoli. Zadeva je fantastična. Torej, zelo je tudi hranljivo. Zdaj, danes pa smo tukaj pokazali tudi rukolo. Rukola je sicer majčkeno bolj sluzasta v tem procesu kaljenja, ampak nič zato zelo dobro uspe. In pa rumena ogrščica. No, ravno tale pa je v procesu kaljenja in tale proces kaljenja vam bomo tudi danes pokazali oziroma ga boste lahko videli, kajti resnično ni to neka znanstvena fantastika, je pa dejstvo, da je preprosto, je potrebno vedeti, kako, kaj, zakaj, predvsem pa osnova je dobra semena za kaljenje. Torej, mungo fižol boste videli tale trenutek tudi v eden izmed tistih takih, ki niso tako zelo zakomplicirani. Torej, pomembno je, da imamo prava semena, ekološka semena. Zonentor je tista blagovna znamka, ki ji tudi osebno zelo zaupam. Kupujem njihove čaje, uporabljam številne njihove začimbe. Seveda so vse ekološke in pa tudi pri kaljenju in pri kalčkih seveda uporabljamo le to. Torej, videli smo mungo fižol, na začetku torej to pripravimo, damo, lahko, če nimamo takih kozarcev, lahko imamo dejansko tudi gazo, tudi gaza bo primerna in pa dvakrat dnevno je to potrebno spirati, zaradi tega, da se ne naredi kakšna plesen ali karkoli podobnega. In potem pustite naravi, da naredi svoje. Kaj boste s tem dosegli? Dejansko je treba to sprati potem dvakrat, trikrat dnevno, kot smo rekli, in ne potrebujete dejansko čisto nič drugega kot kuhinjski pult. Evo, kuhinjski pult, to vam je to, ne potrebujete svoje zemlje, ne potrebujete svoje njive in to, kar boste vzgojili, boste z največjim ponosom in hvaležnostjo pojedli, ampak še bolj hvaležne pa bodo vaše celice, kajti to je resnično celična hrana in tudi hrana prihodnosti, kajti vse te majhne stvari, ki so tako zelo polne vitamina C, recimo, neverjetno koliko vitamina C in dobro se zavedamo, kako pomemben je vitamin C dejansko sploh v tem obdobju. Skratka, kaljenje, fantastična stvar, nabavite si ta prava semena, recimo na prema.si, tale je vrtna kreša še toliko boljša in začnite, pa pošljite nam, kako vam kaj gre.